Lepo pozdravljeni. Bomo začeli z Božjo besedo, ki se nanaša na našo temo. Kar tako temeljno sem izbrala iz prve Mojzesove knjige, iz prvega poglavja, znano besedilo. Bog je rekel: naredimo človeka po svoji podobi, kot svojo podobnost. Gospoduje naj ribam morja in pticam neba, živini in vsej laznini, po vsej zemlji, ki se plazi po zemlji. Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po Božji podobi ga je ustvaril. Moškega in žensko je ustvaril. Bog ju je blagoslovil in Bog jima je rekel: bodita rodovitna in množita se, napolnita zemljo in jo si podvrzita. Gospodujta ribam v morju in pticam na nebu, ter vsem živalim, ki se gibljajo po zemlji. Bog je rekel: glejta, dajem vama vse zelenje s semenom, ki raste po vsej zemlji, in vse sadno drevje, katerega sadje nosi seme. Naj vama bo v hrano. Vsem živalim na zemlji, vsem pticam na nebu, vsemu, kar se giblje po zemlji in ima v sebi življenje, dajem v živež vse zelene rastline. Zgodilo se je tako. Bog je videl vse, kar je naredil, in glej, bilo je zelo dobro. In bil je večer in bilo je jutro, 6. dan. No, ta odlomek bi bil že sam po sebi vreden, da se ustavimo ob njem. Ampak za nocojšnji večer sem dobila naslov, ki ga je izbral za vse večere, ga je v bistvu izbral dr. Edi Kovač. No, in tako je meni, ker sem ženska, namenil temo ženska kot simbol miru. Ko sem dobila ta naslov, sem se pa vprašala, in gotovo se tudi vi, ali to drži. Je ženska res simbol miru? Če pogooglamo, najdemo pod simbolom miru golobčka z oljčno vejico. Žensko tukaj zaman iščemo. Vendar čutimo, da ženska ima opraviti z mirom, ker je tesno povezana z življenjem. Ga spočenja, nosi, rojeva, vzgaja in varuje. To pa so dejavnosti, ki kličejo po miru. Samo v miru se morajo nemoteno udejanjati. Eden najbolj pretresljivih prizorov so matere z dojenčki v naročju, na begu iz požganih vasi ali v žalostni procesiji beguncev. Papež Frančišek je 26. januarja tega leta v avdienco sprejel udeležence simpozija z naslovom Ženske, ki gradijo kulturo medverskega srečanja. Poudaril je, da je zelo pomenljivo, da je simpozij posvečen poslušanju izkušenj in perspektivam žensk. Spomnil je na sklepno izjavo verskih voditeljev v Kazahstanu 15. septembra lani, kjer je zapisano: mir je treba iskati z večjim vključevanjem žensk. Ženska namreč skrbi za svet in mu daje življenje. Je pot k miru. Izjava verskih voditeljev, da je ženska pot k miru, se zdi, da dobro izrazi stvarnost. Ženska lahko z darovi, ki so ji dani kot posredovalki življenja, dejavno prispeva k miru na svetu. Zaradi njene materinske vloge ji je dan močan nagon po ohranjanju življenja in pogojev zanj. Vendar obstaja tudi druga plat medalje. Pri skrbi za življenje se lahko omeji le na svoje in izključi tuje. Lahko je do skrajnosti požrtvovalna, a lahko postane tudi pristranska in krivična. Takšne ženske srečujemo v življenju.
Takšne najdemo v kulturnih ostalinah, kot so mitologija, religija, literatura in ostalo umetniško in politično udejstvovanje. Ogledali si bomo nekaj izsekov iz teh področij, iz mitologije, svetega pisma in družbene dejavnosti. Prvo poglavje: večplastna podoba ženske v mitih. V mitoloških pripovedih se nam odpre pisan svet raznovrstnih bitij moškega in ženskega spola. Zanimajo nas danes ženska bitja. Poznavalka slovenskega ljudskega izročila Alenka Goljevšček pove, da mnogi sledovi kažejo na to, da je prastaro Evropo obvladovalo neko žensko božanstvo, povezano z mesecem, ki je nastopalo v 3 oblikah, kot dekle, žena in starka. Nekateri raziskovalci jo imenujejo trojna mesečeva boginja. Preživela je v marsikaterem liku v kasnejših mitologijah, kot na primer Zevsova soproga Hera v trojstvu otroka, neveste in vdove. Boginja Hekata je mogočna in milostna boginja, ki poklanja gmotno blagostanje, zmago v boju in igri, umetnost govorništva, uspeh pri ribolovu in živini, je hranilka mladih. Toda mitološke zgodbe poznajo tudi bolj neusmiljene poteze nekdanjih boginj. Boginja lova Artemida da usmrtiti svoje zasledovalce. V svojem kultu na Tauridi zahteva človeške žrtve. V svetišču njene rimske različice Diane je vrhovni svečenik lahko postal le tisti, ki je ubil prejšnjega svečenika. Te in podobne boginje so dvoumne, strašne in blage, dobre in zli, zaščitniške kot matere in obenem morilske. Podobno kot narava, ki poraja, nosi in omogoča vse živo, a njena neukrotljiva sila človeka ogroža, vdira v njegov svet kot in uničujoči kaos in v trenutku zbriše prizadevanja celih rodov ali civilizacij. Takšna je naša Pehtra, velika, strašna mati, odurna in grozljiva. Vladala in strašila je skupaj z divjo jago v temnem zimskem času. Krščanstvo je namesto nje dalo v zgled sveto Lucijo, ki goduje 13. decembra. Toda ljudstvo je na ta dan ohranilo marsikateri prejšnji običaj, kot hrup natekanja po vasi, vdiranje v hiše in strašenje otrok. Pomembno mesto v mitologiji zavzemajo rojenice in sojenice, ki slehernemu ob rojstvu odmerijo njegov delež na tem svetu. So prelepe. Marsikje so postale tudi zavetnice rodovitnosti. Svetovale so kmetom pri sajenju. Svet vilinskih bitij je mešanica skrivnosti, opojne lepote in nepopisne grdote, brezdušne površnosti in lahkotnosti, krute šale, malopridnosti in groze, smeha, ljubezni, veselja in žalosti. Vile so zanerljiva bitja nagle jeze, muhasta in nepredvidljiva. Njihova moč je ljudem nepojmljiva, dvorezna. Lahko je vir sreče, lahko pa jih znani v pogubo in smrt. Njihove melodije človeka zazibljajo v stanje in pozabo, ponoči pa zvabijo mladeniče v podvodna bivališča, od koder se več ne vrnejo. Vilinska bitja prinašajo v človeško življenje tako zmešnjavo kot dobro. Ljudje so iznašli vse polno vražjevernih sredstev, s katerimi so se ubranili njihovega škodljivega vpliva. Na primer, nož zapičen v vrata, potkev, narobe obrnjena obleka, na vratih narisana prašičja glava in tako dalje. Vile imajo postotirjeno moč. Ljudi, ki so jim naklonjene, naučijo koristnega dela, jim razodevajo skrivnosti, prerokujejo bodočnost. Pogosto se utelešajo v kačah. Zato so ljudje bili pri ubijanju kač zelo previdni.
razen s kačami, so vile povezane še z drevesi, z mesecem in z vodo. To so prastari simboli rojstva in smrti. Pod pokroviteljstvom ženskih božanstev so se v stari Evropi razmnožile čarovnice. Imele so moč celo nad bogovi. V stari Grčiji in Rimu je bila bela magija zakonita, javna in potrebna. Z njo so svečeniki, vidci, zdravniki in preročišča napovedovali izhod važnejših dogodkov in razlagali znamenja, s katerimi so bogovi ljudem sporočali svojo voljo. Črna magija pa je vzbujala strah in bila preganjana zakonom. Ker je bila družba patriarhalno urejena, je ženska veljala za nepopolno, nižje bitje, po naravi nagnjena k zlu, nosilka temnega in nagonskega, v nasprotju z razumom in obvladanostjo. V takem protiženskem vzdušju je črna magija postala skoraj izključno domena žensk. Verjeli so, da čarovnice ponoči počnejo strašne, ljudem škodljive stvari. Srednjeveška Evropa je bila vsa preprežena z verovanjem v čarovnice in jih je na moč preganjala z istim orožjem, magijo. Mitologija je tudi priljubljena tema v literaturi. V Evripidovih Bakhah podivjane ženske napadajo moške in živali. Pastir takole poroča Penteju o početju ženskih krdel. Le hiter beg nas je otel, če ne bi bakhe nas bile raztrgale. Tu vržejo z rokose brez železa na črede, eno vidiš, ko držite ličko mukajočo za goltanec, tam zopet junce trgajo na kose. Raztreseni leže po zemlji udje, tu rebra, tam kaj parkli, v vejah hoj visi meso in kri kaplja od njega. Še bik, ki ti sicer priti z rogmi, če je razdražen, se spotakne in pade, ko stoga ženskih rok potegne na tla in brže strgano meso je z njega. Zatem napadle Hisije so in Eritre, vasi stoječe pod Kitajronom, pa preobrnile ju pleneč na glavo, odvlekle otroke s sabo iz domov. Samo Pentej, kralj Teb, se jim upre, pride od zunaj in jasno definira situacijo. Ko vrnil sem domov se iz tujine, sem zvedel, da so Homatije v mestu. Žene so naše zapustile dom. Bajeda ušle so po navdihu Božjem. Hodeč po hostah slavijo s plesom božanstvo novo, kaj vem, Dioniza. Dionizični izbruh ruši institucije in kulturni red. Zabrišejo se razlike med moškimi in ženskami. Te se izražajo v maskulinizaciji žensk, ki posnemajo nasilje moških, in feminizaciji mošk, ki se preoblačijo v ženske. Zabrišejo se razlike med ljudmi in živalmi. Dionizi predseduje ubijalskim silam. Poleg glavnih protagonistov, ki sta moškega spola, nastopajo samo ženske, ki množično zapuščajo mesto. Antropolog René Girard zgodovinsko resničnost bakanali pusti ob strani in si dovoli mitični preskok. V vlogo podivjanih žensk postavi odrasle moške, ki tvegajo pogubo celotne družbe. Prenos nasilja na ženske po Girardu razbremenjuje odrasle moške, ki imajo največjo potrebo po tem, da bi pozabili svojo vlogo v krizi, ker so dejansko sami odgovorni zanjo. Ženske, ki so v družbeni hierarhiji vedno zavzemale nižje položaje, so primerne žrtve, katerim je lahko pripisano nasilje. Girard je namreč odkril povezavo med mimetično željo
To je težnjo prilastiti si predmet ali osebo, ki jo poseduje drugi, ter preganjanjem nedolžne žrtve. Odkril je, da mimetična želja izzove vsesplošni nemir in nered, ki grozi uničiti družbo. Iz nje se družba reši s tem, da najde naključnega krivca, ki pa je popolnoma nedolžen. Medsebojno nasilje se zdaj usmeri v eno žrtev, ki jo enodušno umorijo, temu pa sledi pomiritev. Žrtev proglasijo za božanstvo, ker so po njej spet dosegli mir. Tako se v mitologiji množijo božanstva. Ta krog nasilja in žrtvovanja se namreč neprestano ponavlja. V Evripidovi Medeji se vzorec človeškega žrtvovanja pojavi v najbolj kruti obliki. Medeja zaradi maščevanja možu, ki jo zapusti, sprejme tragično odločitev, da ubije njuna otroka. Nevarnost opazi že dojilja, ki vzgojitelju naroča: a ti, prijatelj, glej, da ne bosta sama, ne bližaj ju trpeči materi. Že prej sem videla ji blist v očeh, zlovešč za njo, in dobro vem, da jeza ta nekoga bo zadela. Bog daj, da bi sovražnike samo. Medejno brezmejno maščevanje možu je slepo za tiste, ki bi ji morali biti najbližji. Lastni otroci postanejo njeno najustreznejše orodje za maščevanje. Svoj nasilni izbruh Medeja razloži takole: ženski je narava ta, da se boji nasilja in orožja. A če v zakonu smo prevarane, smo divje, krvoločne kakor zvir. Prestavimo se v bližnjo preteklost. Zgroženi smo nad krutostjo nadzornic v nemških koncentracijskih taboriščih, ki so se krvoločno znašale nad jetniki in jetnicami, zlasti nad najšibkejšimi. Soodločale so tudi, kdo gre v plinsko celico in kdo lahko ostane zunaj. V povojnih procesih so bile obsojene na smrt. Temu so se izmaknile slovenske nadzornice, kakršna je bila na primer mučiteljica otrok v taborišču na Petričkovem pri Teharjah. Brezsrčno je mučila in kaznovala otroke, od katerih so številni med preživelimi v življenju niso mogli pobrati. Postali so eksistencialne razvaline. Ali voditeljica varnostno-obveščevalne službe Zdenka Kidrič, ki je Edvard Kardel dajal navodila, koga umoriti. In izpeljala jih je brezhibno. Umori so se zgodili v najhitrejšem času in so paralizirali ljudi, to so se iz strahu podrejali Osvobodilni fronti. Zdenki Kidrič je Kardel leta 1942 napisal tudi navodilo glede vključevanja žensk v te poboje. Citiram: mislim, da bi tudi na to delo bilo potrebno dati čim več žensk, tako v aktivno, varnostno, kakor v obveščevalno. Naj nauči ženske streljati, zastrupljati in vse mogoče. Pri načrtovanju umora doktorja Marka Natlačena je bila dejansko v veliko pomoč vosovska agentka v katoliških vrstah Lidija Korič. Drugo poglavje: Sveto pismo prekine z mitološko krutostjo. Izvir miru. Sveto pismo postavlja povsem drugačne standarde. V njem se ne mešata dobro in zlo po čelo. Ni dobrega in zlega vladarja vsega. Ni sporazumaštva med nasprotji, ni čaščenja dobrega in zla. Nad vsem vlada eden, sveti in vsemogočni Bog, ki je z besedo ustvaril svet in ga ocenil kot dobrega, zelo dobrega. Ustvaril je angele, ki so postali zli, ko so zlorabili svojo svobodo in se uprli Bogu. Hudič je padli angel, ki hoče človeka zapeljati v greh in pogubo. Toda Bog je človeka ustvaril svobodnega. Sam se odloči za dobro ali zlo, odgovoren je za svoja dejanja.
Niti Izraelovih sosedov prikrito opravičujejo skupinske umore na ključno izbrane žrtve, ki ji naprtijo krivdo za nemire. V Svetem pismu resda beremo pripovedi obojih Izraelcev, ki nam ne ugajajo. Toda tukaj se doslej zasužnjeno ljudstvo bori za košček zemlje kot očetom obljubljene dežele. Hkrati pa Sveto pismo razkrinkava umore nedolžnih žrtev, kakršne miti okoliških narodov opravičujejo. Morilec je odgovoren za svoje dejanje in njegova žrtev je nedolžna. Tako Abel, Gospodov služabnik, Jezus Kristus, Jezusovi učenci. V mitu bi bil junak Kain, Abel pa krivec za nemire in njegov umor bi vsi odobravali. Nazadnje bi Abela razglasili za božanstvo. Takšen je mehanizem grešnega kozla v vseh narodih, ki ga je Sveto pismo preobrnilo. V Svetem pismu tudi ne srečamo zgodb o ženskem maščevanju, ki bi bile primerljive s tistimi v okoliških narodih. Ženska, ki skuša ugonobiti moškega, ki je ne usliši, je tujka, kot Potifarjeva žena v zgodbi o Jožefu ali Herodijada v primeru Janeza Krstnika. Medtem pa Judinja Judita zada smrtni udarec napadalcu svojega ljudstva in prav tako Estera pripravi pogubo sovražniku Judov. Se je pa marsikatera žena postavila za svoje otroke z dejanji, v katerih je prestopila zakone. Materinstvo je ženski v antični patriarhalni in tako tudi izraelski družbi predstavljalo najvišjo srečo in je omogočalo njen družbeni status. Zato je storila vse, da dobi otroke, pa naj si bo kot Lotovi hčeri od lastnega očeta, Tamara od svojega tasta Juda, otroka so bile sposobne tudi ukrasti. Pripovedi o odnosu med patriarhi in matriarhinjami se večji del nanašajo na otroke in njihove pravice. Le te so bile pravno urejene in vendar so jih matriarhinje za boljšo prihodnost svojih sinov kršile, kot Sara, Rebeka in še kakšna. Sveto pismo ne govori, kako so se matere odzvale na odločitev očetov, da žrtvujejo otroke, na primer Jeftejeva žena ob usmrtitvi hčerke. Judovsko izročilo pa je v pripoved o Abrahamovi daritvi Izaka ustavilo prizor, ko se tudi Sara vzpenja na Morijo in se vso pot pogaja z Bogom, ki je odstopil od zahtevane daritve prav zaradi njenega upiranja. Vsaka izraelska ženska iz Davidove kraljevske rodbine, ki s padcem Jeruzalema 587. leta pred Kristusom ni več vladala, je pričakovala, da bo morda rodila Davidu napovedanega potomca, ki bo vzpostavil njegovo kraljestvo. Evangelist Luka opisuje oznanjenje rojstva tega sina devici Mariji, kar ona sprejme v pokorščini Bogu. Jezusovo rojstvo sovpade z vladanjem cesarja Avgusta. Ta cesar ni hotel biti kakor drugi vladarji pred njim in za njim. Napis v prijemi iz leta 9 pred Kristusom ga opiše. Previdnost, ki vlada nad vsem življenjem, je tega moža v odrešenje ljudi napolnila s takšnimi darovi, da ga je nam in prihodnim rodovom poslala kot rešitelja, soter v grščini. Rojstni dan Boga je za svet prinesel evangelije, vesele novice, ki se navezujejo nam. Od njegovega rojstva se mora začeti novo štetje časa. Naslov soter, zveličan, odrešenik, je v grškem prevodu Stare zaveze pridržan samo Bogu. V Avgustovem primeru pomeni prinašalec miru svetu in v njegovem času se rodi Jezus.
Ob Jezusovem rojstvu angeli prepevajo: slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Ta mir ni nujno v nasprotju z mirom, ki ga je obljubljal cesar Avgust. Toda Kristusov mir presega Avgustov mir, tako kot nebo presega zemlja. Avgust je prinesel za 250 let miru mir, pravno varnost in blaginjo svojemu kraljestvu. Toda vse to je bilo celo na vrhuncu rimskega imperija vedno ogroženo in nikoli popolnoma uresničeno. Judje, na primer, pač niso bili zadovoljni z rimsko nadvlado. Božje kraljestvo, ki ga oznanja Jezus Kristus, pa ni namenjeno samo prebivalcem rimskega imperija in samo določeni dobi. Namenjeno je človeku v globini njegovega bitja in v vseh časih. Jezus daje Božji mir, ki ga svet ne more dati, pravi Janez v 17. poglavju. In vendar Simeon ob Jezusovem darovanju v templju izreče, da je Jezus postavljen v padec in v stajenje mnogih in v znamenje, ki se mu bo nasprotovalo. Marijino dušo pa bo presunil meč. Tudi sam Jezus bo kasneje rekel, da ni prišel, da prinese mir, ampak meč. V ozadju besede o padcu in vstajenju je Izaijeva prerokba o Bogu kot kamnu, ob katerega človek zadene in ob njem pade. Človek dojema Boga kot oviro svoji svobodi, zato ga želi odpraviti. Odrešenje ni wellness, ampak osvoboditev od zagledatosti v lastni jaz. Cena za osvoboditev pa je bolečina križa. Bridko ga občuti tudi odrešenikova mati, ki je z mečem v srcu prapodoba za sočutje kot temeljno krščansko čutenje, pravi papež Benedikt XVI. Meč je začel divjati kmalu po Jezusovem rojstvu. Prihod modrih na Herodov dvor je pri bolestno oblastiželjnem samodržcu izzval betlehemsko tragedijo. Sveta družina se je rešila z begom. Dogodek razkriva, kako se Bog sooča z zlom. Izbere način, ki ga po naših predstavah nikoli ne bi povezali z njim. Namesto spopada, kjer bi strl moč sovražnika, saj to Bog vendar more, izbere beg, se umakne. S tem se pridruži procesijam beguncev kot najbolj ranljivim žrtvam spopadov med mogočneži. Tako je že na začetku svoje zemeljske poti pokazal, da je rožljanje z orožjem njegovemu soočenju z nasiljem diametralno nasprotno. Temu je ostal zvest do smrti, ki se ji ni umaknil, ko bi se ji lahko. Petru, ki potegne meč, ukaže: spravi meč na njegovo mesto, kajti vsi, ki primejo za meč, bodo z mečem pokončani. Ali misliš, da ne morem prositi svojega očeta in bi mi takoj dal na voljo več kot 12 legij angelov? Toda kako naj se potem izpolnijo pisma, da se mora tako zgoditi? Matej 26, 52 do 53. Jezusove besede o kazni z mečem za tiste, ki primejo za meč, odsevajo Božjo prepoved prelivanja krvi po vesoljnem potopu. Citiram: kdor prelije človeško kri, se bo po človeku prelila njegova kri. Kajti po svoji podobi je Bog naredil človeka. 1. Mojzesova 9:6. Tukaj je podan temeljni in večno veljavni razlog za prepoved uničevanja človeškega življenja. Človek je ustvarjen od Boga in po njegovi podobi. Dejanje proti človeku Bog sprejme kot dejanje proti sebi. Boriti se proti Bogu samo brezumen človek zavestno tvega takšno predrznost. Najstarejše civilizacije so krivičen napad na človeško življenje sankcionirale s krvnim maščevanjem. S to uredbo so hoteli zajeziti uboje. Za storjeno
pa izvesti poravnavo po načelu lex talionis, enako povračilo za dejanje. Stare družbe so se namreč bale kazni za nedolžno prelito kri. Prepričane so bile, da če sami ne bodo poravnali zločin po načelu enakega povračila, ga bo maščevalo vrhovno božanstvo. Jezusove besede o meču so postale na neki način pregovor. Zapisale so se v zavest ljudi in zvenijo kot napoved kazni, ki neizbežno poišče morilca, kot v Božjih besedah po vesoljnem potopu. Jezus nadaljuje svoje besede in razodene najgloblji razlog za odpoved boju za svojo rešitev. V smrt ne gre za to, ker bi ne imel drugega izhoda. Na pomoč bi mu mogla priti ogromna vojska, 12 legij po 5000 angelov, toliko je namreč štela ena legija. Toda močnejši od vsake sile je zanj Božji načrt, ki ga hoče izpolniti. Izpolnil ga je in s tem v sebi vzpostavil mir med nebom in zemljo, ki je bil z grehom porušen. Ta mir nima izvora znotraj človeške domene, ni produkt človeških mirovnih pogajanj, katerih dogovori so prekršeni, preden pogajalci zapustijo kraj pogajanj. Ta mir prihaja iz onstranstva, iz Božjega opolnomočja, zato ga človeštvo ne more razveljaviti. Posameznik se lahko odpove njegovemu blagoslovu. Toda Bog je že v stari zavezi zagotovil, da bo manjšina ostala vedno zvesta. Ta mir je zajamčen v Božji poroki s človeštvom v Jezusu Kristusu. Pavel pravi v pismu Kološanom: Bog je namreč hotel, da se je v njem naselila vsa polnost in da je po njem spravil s seboj vse stvarstvo, saj je s krvjo njegovega križa, se pravi po njem, pomiril, kar je na zemlji in kar je v nebesih. Kološanom 1:20. Kristus nas svojo prostovoljno podreditvijo nasilni smrti vse do danes preseneča. Dejansko se njegovi učenci zelo počasi učimo njegove lekcije. Hitro posežemo po sili močnejšega, ker ne verjamemo, da je najmočnejše orožje njegova ljubezen. Po drugi strani pa nam ni vedno lahko razločevati, kako naj jo udejanjamo. Včasih jo zamenjamo z izgubo dostojanstva in klečeplazenjem. Toda česa Jezus med sramotenjem, ki je padalo po njem, zagotovo ni izgubil. Naš dramatik Ivan Mrak polaga velikemu duhovniku v usta besede, da bi on brez duhovniškega ornata ne bil nihče. Jezus pa razgaljen in opljuvan ve, kdo je in poseduje neustavljivo dostojanstvo. Tudi slikarji ga brez izjeme sredi najglobljega ponižanja upodabljajo v sijaju nadzemskega dostojanstva. Da, kdor ti je predan, mu ohranjaš mir, mir, ker zaupa vate, pravi prerok Izaija. Njegov mir uživajo vsi, ki se učijo od njega. Najbližja učenka mu je njegova mati Marija. Kolikšna gotovost veje iz nje v prizorih, ki so jih zabeležili evangeliji. Na primer na svadbi v Kani. Na opozorilo, da nimajo vina, ji sin odgovori, da njegova ura še ni prišla. Kako bi se razburile junakinje mitoloških zgodb? Marija pa v popolnem zaupanju vanj veli strežnikom: karkoli vam reče, storite. In gostitelj dobi velikansko količino najboljšega vina.
Pretresljiva je Marijina drža, ko spremlja sina na morišče in je prisotna pri njegovi usmrtitvi. Ve, da je nedolžen in ve, da to strašno trpljenje daruje za svet. Eno je z njim v daritvi. Brez smrti je umrla z njim kraljica miru. Marija se ne imenuje brez razloga kraljica miru v lavretanskih litanijah. Kakorkoli gledate na pojav Medžugorja, dejstvo je, da jo veliko ljudi po svetu v skladu s tamkajšnjimi sporočili imenuje kraljica miru. Njena sporočila so v veliki meri klic k miru, kot na primer tole. Dragi otroci, molite z menoj za mir, ker Satan želi vojno in sovraštvo v srcih in naroda. Zato molite in žrtvujte svoje dneve s postom in s pokorom, da vam bo Bog dal mir. Prihodnost je na razpotju, ker moderni človek ne želi Boga. Tretje poglavje. Priznanja ženskam, borkam za mir. Toda moderni človek si želi mir, le da ga ne išče vedno na pravi poti. Številni, med njimi mnoge ženske, si zanj prizadevajo. Svetovna javnost jim občasno da priznanje. Tako so leta 2011 3 ženske dobile Nobelovo nagrado za mir. Norveški odbor je v obrazložitvi te nagrade pomenljivo pojasnil: ne moremo doseči demokracije in trajnega miru na svetu, če ženske ne dobijo enakih možnosti kot moški za vplivanje na razvoj dogodkov na vseh ravneh družbe. Nagrajenke za mir so bile prva demokratično izvoljena ženska predsednica v Afriki, Johnson Sirleafova. Prizadevala si je za obnovo Liberije po 14 letih državljanskih vojn, ki so terjale ogromno življenj. Podobno je njena rojakinja, dobitnica Nobelove nagrade za mir, Laimah Gbowoo, prispevala k končanju državljanskih vojn v Liberiji. Jemenka Tawakkul Karman, mati 3 otrok, pa vodi organizacijo za človekove pravice z naslovom Ženske novinarke brez verig. Žal ne dobi nagrade vsaka, ki bi si jo zaslužila. Tako Poljakinja Irena Sendler, ki je med 2. svetovno vojno skupaj s skupino Zigota iz varšavskega geta rešila 2500 judovskih otrok. Gestapo jo je ujel, zasliševali so jo, mučili in obsodili na zloglasno taborišče. Člani Zigote so s podkupninami dosegli, da ni bila poslana v taborišče. Odslej je iz skrivališča nadaljevala z reševanjem judovskih otrok. Po vojni je poskušala najti preživele starše in jih povezati z njihovimi otroki, a večina staršev je žal končala v plinskih celicah. Leta 2009 je bila Irena nominirana za Nobelovo nagrado za mir. Ni je dobila. To nagrado je dobil bivši demokratični podpredsednik ZDA Al Gore za prizadevanje proti globalnemu segrevanju. Naslednje leto jo je dobil Barack Obama za svoje obljube v kampanji za predsednika ZDA. Mesto žensk, Društvo za promocijo žensk v kulturi v Sloveniji, 9. marca, to se pravi danes, zdaj, podeljuje nagrade ženske v ženskah. Pozdravi na dogodku in objave o njem so polni udarnih besed, kot na primer lani. Nagrade ženske v ženskah, borke za boljši svet, ki vztrajajo v uporni in odgovorni drži. Feministične junakinje, borke za enakost in pravice žensk, spregledane šampionke prizadevanj za boljši svet. Lani so v komisiji zapisale, da so želele podeliti nagrado za dolgoletno delo aktivistkam in kolektivom, ki, citiram, v skorajda nemogočih pogojih vztrajajo pri nudenju infrastrukturne pomoči,
orjejo ledino na področju pravic manjšin, zagotavljajo varnost in zaščito osebam v stiski ali nevarnosti, odpirajo dialog in krepijo družbene vezi. To je vsekakor priznanja vredna prizadevnost. Prav tako tista, da zelo resno začnemo vojno zoper vojno, tukaj je mišljena v Ukrajini, ter ženske so bile vedno prve pripravljene boriti se za mir. Ženske so bile vedno prve v mirovnih gibanjih. Med nagovori pa se prepletajo tudi pikre na račun ženske službe življenju. Citiram: ponovno se poskuša vsiliti ideal ženske kot podobe matere, žene in gospodinje, umaknjene iz javnega življenja. Opozarjamo, da se je treba vedno znova boriti za pravice, ki so nam že bile izborjene. Voditeljica lani nagrajenega društva SOS Telefon, ki je nastalo iz potrebe pomagati ženskam z izkušnjo nasilja, med nevarnosti za ženske prišteva tudi tako imenovane nenehne poskuse repatriarhalizacije in poveličevanje preteklega kot edino dobrega in pravega, zaradi še vedno globokega odtisa patriarhata, ki vsakič znova majejo že pridobljene pravice. In čeprav že tolikokrat povedano, naj ponovno poudarimo, da človekove pravice žensk od odločanja o lastnem telesu naprej niso samoumevno nastale, temveč so plod dolgoletnih prizadevanj aktivističnih, feminističnih organizacij, ki so opozarjale na razkorak v enakosti med spoli. Konec citata. Pri odločanju o lastnem telesu je bržkone mišljena tudi pravica do splava. Toda tu gre že za drugo osebo, za otroka, do katerega nima pravice nobena ženska in noben moški, kot smo videli v božjih sankcijah o prelivanju krvi. Predsednica društva SOS pravi tudi, da potiskanje žensk nazaj za štedilnik pomeni potiskanje žensk v izpostavljenost moči in kontroli tistih, ki imajo žal še vedno večjo moč v vseh pogledih družbenega in zasebnega življenja. Nagrado ženske o ženskah je lani dobil tudi zavod Koroška Pride, nevladna organizacija 13 Korošic, ki se je sklenila izpostaviti v boju za pravice lezbične, gejevske, biseksualne in trans skupnosti. Pravijo, da je Koroška Pride praznovanje vsega lepega v kaosu, ki skuša lepoto zatreti. Zavod želi ustvarjati varen prostor za skupnost LGBTQ+. Letos nagrado dobi tudi kolektiv Lezbična četrt in kolektiv Feminals Tatovi podob. Avtorica predstave od te Tatovi podob, ki izgleda kot moški ali ženska, želi nasloviti situacije, ki jo vznemirjajo v njenem vsakdanjem življenju. Trenutno jo vznemirjajo smrt, staranje in smisel življenja, brezbrižnost, pomanjkanje empatije, šovinizem, materializem ter neuslišana želja po materinstvu. Aktivisti LGBTQ+ in njihovi zagovorniki nasploh govorijo o sebi kot zatirani manjšini. Dejansko imajo velik kapital in velik politični vpliv. Povezani so z abortivno industrijo in tvorijo močno mašinerijo v boju proti gibanju za življenje in sploh tradicionalnim krščanskim vrednotam. Njihova moč je več kot očitna. V Veliki Britaniji so si dovolili aretirati žensko, ki pomaga ženskam v stiski zaradi nepričakovane ali nezaželene nosečnosti, ko je pred kliniko za splave morda v mislih tudi molila, kot je izjavila. Izabel Vaughan Spruce nikakor ni ponujala letakov, tako piše v naši družini pred časom, z nikomer ni spregovorila, v rokah ni držala rožnega venca, ne svetega pisma, klinika za splave je bila takrat zaprta. In vendar je bila obtožena
citiram, sodelovanja v dejanju, ki ustrahuje uporabnike storitev. Aretirali so jo preiskali, zaprli v policijsko celico, opravili razgovor z vsemi potrebnimi opozorili in jo izpustili na prostost šele po plačilu varščine. Kdo je ustrahoval koga? In ponovno so jo zaprli včeraj. V približno istem času kot njo prvič so bili aretirani tudi irski učitelj, ki ni hotel transspolnega učenca klicati z nedoločenim zaimkom oni. Še ena Angležinja iz Gibanja za življenje, Američan, ki se je pred kliniko zoperstavil abortivnemu aktivistu, ko je začel sramotiti njegovega mladoletnega sina, oče, ki je pred obzidjem abortivne klinike v tišini molil za svojega pred leti splavljenega sina, zdravnik stažist v Južnoafriški republiki, ki je ženski, ki se je prišla prijaviti za splav, rekel, da je zarodek človek. Vsi so bili aretirani, nekateri zaslišani na policiji, drugi postavljeni pred sodnika in razglašeni za nekrive. V Združenih državah Amerike so med januarjem 2018 in septembrom 2022 zabeležili 420 sovražnih napadov na 397 cerkva. In sicer streljanja, grožnje z bombo, zažige, napade na ljudi in vandalizem. 57 napadov na cerkve se je zgodilo z namenom borbe za neomejeno pravico do splava. Člani Organizacije za življenje v Združenih državah so v letu 2022 doživeli 250 napadov na svoje življenje in imetje. Med napadalci so kajpada zelo aktivne tudi ženske. Med shodi za popolno svobodo za splav do rojstva in detomor do 28. dne življenja kričijo, da je treba pobiti vse dojenčke. Saj to jim v veliki meri uspeva. Na svetu je leta 2021 umrlo 101,34 milijona ljudi. Od tega 42%, to je 42,6 milijona zaradi splava. Od COVID-19 je v letih 2020 in 2021 v svetu umrlo 5,9 milijona ljudi. Sicer verjetno več, splavljenih je bilo pa veliko več od umrlih zaradi COVID-a, vendar so bili mediji polni letih smrti, medtem ko je istočasno uspešno cvetel posel s prodajo organov splavljenih otrok. V Sloveniji so med letoma 1955 in 2020 opravili nekaj več kot 615,000 splavov. Mednje pa niso prišteli tisti s tabletami. Za njihova življenja se borijo drugačne borke. 27-letna Heidi Krauter, ki se je rodila z Downovim sindromom, je bila uvrščena na seznam 100 najbolj vplivnih žensk na svetu po evidenci britanske javne medijske mreže BBC. Na seznam se je uvrstila zaradi svojega aktivnega boja za pravice nerojenih otrok, posebej še tistih z Downovim sindromom. Zakon, ki v Veliki Britaniji splav otrok z Downovim sindromom dovoljuje vse do rojstva, je označila za diskriminatornega ter si prizadeva, da bi se spremenil. Krauterjeva je poročena, njen mož pa ima prav tako Downov sindrom. Generacije mater, ki so se zastavile za življenje, anonimne, požrtvovalne, so hkrati graditeljice miru. Nekatere ženske v zgodovini pa so se s prizadevanjem za mir zapisale v zgodovino. Takšna je sveta Katarina Sienska iz Sijene v 14. stoletju.
Ko se je požrtvovalno posvečala bolnikom, je pritegnila pozornost someščanov. Nekaj se jih je povezalo v skupino učencev, ki so se imenovali družina in so jo sestavljali sodniki, poslanci, slikarji, pesniki, rokodelci, redovniki in redovnice. Tako je Katarina dejavno sodelovala v dogajanjih svojega mesta in cerkve svojega časa. Njena posebna naloga, o kateri je bil govoril Jezus še kot deklici, je bila, da je pomagala prepričati papeža Gregorja 11., da se je vrnil iz francoskega Avignona v Rim. Tudi pozneje si je veliko prizadevala, da bi prinesla mir v cerkev in v srca ljudi. Izčrpana od naporov svojega kratkega, a napetega življenja, použita od tistega, kar je sama imenovala sladke telesne muke, je Katarina komaj 33-letna umrla v Rimu 29. aprila 1380. Papež Pavel VI je leta 1970 podelil naslov cerkvene učiteljice. Papež Janez Pavel II. Jo je razglasil za sozavetnico Evrope skupaj s sveto Edith Stein, Terezijo Benedikto od Križa in sveto Brigito Švedsko. Sveta Brigita Švedska, prav tako iz 14. stoletja, iz ugledne švedske družine, se je poročila pri 14 letih in z možem imela 8 dobro vzgojenih otrok. Po moževi smrti je veliko sodelovala v javnem življenju Evrope tistega časa. Posredovala je v konfliktih med vladarji in uspela zgraditi mir. Papež Janez Pavel II. Jo je razglasil za sozavetnico Evrope. Sveta Angela Merici, ustanoviteljica Uršulink, na prehodu iz 15. v 16. stoletje je bila angel miru za odvojnih spopadov opustošeno Brešo. Vojne, boji, sovražni upadi, ponižanja, vse to je puščalo za seboj sovraštvo, željo po maščevanju. Zaradi dolgotrajnih ločitev in nasilnosti vojakov so razpadle družine, širila se je razuzdanost, strah pred spolnimi boleznimi je lebdel nad ljudmi kot nenehna grožnja. Angela je bila s prepričljivo besedo nosilka tolažbe, miru in resnice. Nej so prihajali po pomoč ljudje iz vseh družbenih plasti, še posebno revni. Posredovala je med sprtimi družinami in jih popeljala k miru. Tako je preprečila dvoboj med dvema Breščanoma, njuni družini sta si zaman prizadevali, da jo spravita med seboj. Ostalo je edino upanje sestra Angela. Zatekli sta se k njej. Angela se je pogovorila z vsakim nasprotnikom posebej ter dosegla, da sta se spravila in si odpustila. Dve družini sta znova našli mir in vedrino. Razreševala je tudi zelo delikatne zadeve. Živela je spokorno in se ni prilagajala udobju, ki jo je obkrožala. In danes, medtem ko se moški ali proti svoji volji ali prostovoljno borijo na frontah, njihove žene sestavljajo molitveno fronto za mir. Od leta 1927 se ženske različnih krščanskih cerkva vsako leto prvi petek v marcu zbirajo k molitvi pod okriljem svetovnega molitvenega dneva. Poleg molitve zbirajo sredstva za projekte v državi, ki pripravlja molitev. Letošnje bogoslužje 4. marca so pripravile članice iz Anglije, Walesa in Severne Irske. Bogoslužje svetovnega molitvenega dneva se v Sloveniji izvaja od leta 1999, ko ga je sem prinesla v Švici rojena Slovenka Ljudmila Tilner-Lesnik. Sklep. Širok razpon žensk v skrbi za mir ali njegovega spodkopavanja govori za to, da je stvarnik žensko dobro opremil, da je zmožna življenje spočeti, ga donositi, roditi, negovati, vzgajati
dokler se ne osamosvoji in se poda na izvrševanje svojega poslanstva. Ob razlogih za tako raznolike profile v udejanjanju za mir na tem mestu navajamo zgolj ustaljeno razvrstitev na prirojene lastnosti, privzgojene in pridobljene iz okolja ter svobodno voljo. Verniki pripisujemo še močan delež Božji milosti. Iz prepleta teh dejavnikov nastajajo raznoliki profili ljudi, konkretno žensk v njihovem odnosu do miru. Vsekakor je potencial za delo za mir, ki ga ženska prejme skupaj z materinskim nagonom, dovolj velik, da ob odsotnosti rušilnih dejavnikov lahko ustvari varno okolje za zaupano življenje. Vendar današnja družba, zlasti v demokratičnih državah, do bolestnosti naglaša, da je ženska zatirana, da so ji kratene pravice, da se mora zanje boriti. Takšna vzgoja po šolah v dekletih ne prebudi danih potencialov za radosten pogled na življenje, temveč jih napravlja za mumije, ki ob neštetih možnostih za rast zagrenjeno gledajo le na pomanjkljivosti kot grozovite krivice. V tej smeri ima Cerkev kaj povedati in ponuditi družbi. Sicer družba Cerkvi ne verjame, vendar ne smemo zavreči upanja in moramo ponuditi svoj odgovor, kjerkoli je to možno. Ali ne prav zdaj prejema nagrado ženske o ženskah oseba, ki jo ob njenih ekscentričnih pogledih na življenje trenutno najbolj vznemirjajo najgloblja eksistencialna vprašanja, kot smrt, staranje in smisel življenja, brezbrižnost, pomanjkanje empatije, šovinizem, materializem ter neuslišana želja po materinstvu. Če bomo kristjani zvesto čuvali Kristusov zaklad, ki nam ga je zapustil, bomo lahko pokazali zlatnike izpolnjenega življenja svojim svetnikom. Hvala za pozornost.